Kar lahko rečemo vedno znova, je, da mesto že dolgo ni česa tako rado bralo in gledalo, kot je bilo prav Panika, pa naj bo v knjižni ali filmski obliki. In z nami sta nocoj sijajni ženski, ki sta to zakrivili. Pisateljica Desa Muck in režiserka Barbara Zemljič. Lepo pozdravljeni. Panika je išla prvič leta 2003, pomeni pisali ste jo še prej, to pomeni je ta otrok zdaj že tako rekoč v puberteti, ko je ugledal še filmsko različico. Kako ste spremljali Paniko, postala uspešnica, tako ko je šla tako rekoč in to ostala vse do danes? Kako ste spremljali ta nekako pohod knjige in zdaj preporod v film? Že po uspehu, ko je doživela knjiga, sem bila kar presenečena, ker se mi je zdelo, da mogoče ne bo tako, kaj zvem, moški všeč. To je biti srada. V glavnem, ja, ampak ko si rekla, da je zdaj knjiga v puberteti, sem zgodba v puberteti zame, so že, da so jo posneli z doma, so ga mogli ker jaz sem ogromno že med tem napisala, sem čisto pozabila, ker sem gledala prvič DVD, sem se spomnila, da sem to napisala in včasih kar čuden. Ampak je bil prijeten občutek nekaj ta film? Danes še posebej, ker sem ga danes prvič gledala s publiko, prej sem ga na DVD-ju in pasla še so se smejali, seveda mi je. Zame je bilo kar zanimivo spremljati, čemu se smejijo, kaj. Tako da ja, kar lepo. Barbara, vaše srečanje s Paniko se je zgodilo pa tako, da je prišla tako rekoč po naročilu. Ampak še dobro, da vam je bilo to naročilo všeč. RTV Slovenija je naročila film, ki mora biti po Paniki in ki mora biti romantična komedija. Kako se je vse skupaj začelo, nadaljevalo, kako je potekalo delo na scenariju? Ja, sliši se zelo preprosto, tako da sediš doma, počakaš, potem pa nudil film, pa da ti da ni bilo čisto. Odkupili so kdaj 2-5 avtorske, ne, za romantične? Ja, še kar malo so odkupili pravice RTV Slovenija za enega drugega režiserja, ki je hotel to delati, pa so se pa nekaj spičali in pol je ta tekst ležal nek, pač, mislim, se ni, ker bil je tam, ne? Ja, tekst je bil tam in malo preden so pravice potekle, so se zmigali, pa bi mogli še enkrat plačati, ja. Jaz sem bila pa že toliko vesela. Kolikor jaz vem, so imeli pravice za roman že kar nekaj časa na mizi. Zvrstilo se je tudi kar nekaj opcij, katerih režiserji ne bi delali. Mislim, da ni bilo ženske v igri kar nekaj časa. Sploh preden je veliko moških režiserjev rekla, da to pa morda je ravno tema, ki da žensk ne razumejo, te pa še posebej ne. Roman prebrali. Jaz sem potihem upala, da bi sploh prišla v ožji izbor, kar se je pol tik pred iztekom avtorskih pravic zgodilo, da sem prišla v ožji izbor 3 režiserjev, da sem lahko napisala režijsko eksplikacijo, svoje videnje filma. Hkrati je obstajala že neka verzija scenarija, kar spet mislim, da je bila neka druga že, da je ena pisala že prej, pa eno so oni bili tam in sem jaz tisto v bistvu malo skritizirala in pa so mi ponudili, če bi tudi, ker sem že, mislim, ker veliko pišem tudi scenarije, če bi to prevzela in mi je bilo super s tem, da sem imela zelo malo časa in pa sem se odločila, da se sploh ne bom ukretala raje v to. Ker že tako ste delali, brala sem 4 mesece po 16 ur, da je nastal scenarij? Ja, nekje, mislim, za scenarij rabiš približno, ne vem, najmanj 6 mesecev, no. Jaz ponovadi porabim 4 mesece za treatment, to je okostje, ogrodje, ki je recimo pri filmu 100 stavkov, ki peljejo zgodbo dalje. Tu pa sem imela 4 mesece pa pol vsega skupaj
ker dialog je spišem pa zelo hiter, ne. Pri adaptaciji nekako je princip enak, ne glede na to, da imaš že zgodbo, ker roman je vsem imel super zgodbo in dobro karakterizacijo likov, ne. Mislim, določene romane lahko oblikuješ tudi do 80%. Jaz, če bi imela recimo tu leto pa pol časa, da bi se lotila, ker sem tudi razmišljala, že pol, lahko bi bila to zgodba z Rudijevimi očmi, flashback za nazaj, kako se mu je ona kaj dala. Mislim, adaptacijo lahko napiš na zelo različne načine, s tem, da časovno tudi ni bilo prostora za tako eksperimentiranje. Ne, pa tudi zelo jasno navodilo sem dobila, da mora biti to romantična komedija, kar te žanrsko omeji. Lahko bi bila tudi težka drama, glede na to, kar je Desa napisala. Mestoma duhovita, ampak bolj sipajoče. Ampak, no, v to smer so me napotili, pa zdaj se mi zdi, da je morda to celo boljše, no, da bi jaz tudi zašla v neke preveč črne komedije. Ker, mislim, zdaj sliši se enostavno, pač dobiš roman in tako rekoč malo kaj ven vržeš in kar ostane, to posnameš, ne, ampak delanje scenarija, mislim, tudi če ste brali roman in potem gledali film ali obratno, tudi če ste gledali film in se vam vsekakor zdaj splača prebrati še roman, ker boste izvedeli še veliko novega, med drugim tudi podrobnosti o spolnih užitkih, s kom Vera bolj uživa, ker v filmu mogoče ni tako eksplicitno. Vas bo presenetilo. Ampak skratka, v bistvu, po eni strani je še bolj zahtevno narediti dober scenarij, pa čeprav po dobri predlogi, kot recimo iz nič si nekaj izmisliti ali ne. Ja, jaz mislim, da definitivno ni pravilo, ne v svetu, ne pri nas, da iz dobrega romana nastane dober film, prej obratno. In da je to bil kar pritisk, no, v smislu tega. Mislim, to je najbolj brana knjiga od leta 2003, kar jaz vem, in to je množica ljudi, ki bi lahko kupovala. Tako da sem vesela, da se to ni zgodilo, no? Da nekako sem dobila odzive, da sem upravičila svojo režijsko pa scenaristično vrt s tem, da si nekaj dobrega poslušala na to. Rekli ste, televizija je hotela prav romantično komedijo, vi bi šli sami morda bolj v črno komedijo, je veliko snovi za težko dramo, tudi za tragedijo bi bilo. Tudi grozljivka bi bila in kriminalsko tako. Če žanrsko kriminalka je bila sicer z humornimi imeni. Ja, sem težko uspela. In v knjigi je tudi materijala v bistvu veliko zelo trpkega, ne? In zdaj se zato naj vas vprašam stavek, ki si ga bom sposodila iz filma in ki, če nisem preveč površno brala, mislim, da ga v knjigi ni. To je stavek, ki ga terapeutka Katja vpraša Vero na terapiji. O težkih stvarih govorite s humorjem. Zakaj? A to ni? No, najprej ne povem, da ona veliko dalj časa pisala scenarij, kot jaz knjigo. Ja, zakaj ni tega stavka v knjigi? Ne, zakaj ni stavka v knjigi. Da pravzaprav so to težke stvari, v katerih bi bilo lahko težko pisati. Predpostavljam, da je celo težko pisati humorno, ampak ker je že ravno ta stavek, naj se ga sposodim, zakaj. Ona tebe sprašuje. Ja, se tako je, ne, za prvič jaz sem malo, ne vem, imam neko motno, da ne znam drugač. Res je, da je v hudih stvarih, tudi kar se mene same tiče, govorim s humorjem, že odkar vem zase, tako se mogoče malo branim na ta način, pa svojo ranljivost, da se jaz samo sebe prej užalim pred med drugim. Tako, mislim, nekaj na tak način. Drugač pa, ja, veliko težje pisati in komedijo in humoristične tekste, kot resne, ker sem tudi že oboje pisala tisti bolj natančne pisati. Bolj natančen moraš biti, če pišeš humor, ne? Ne moreš se spuščati zdaj tam v neka čustva pa opise, recimo, kar se jim grilnem še kar dobro od rok, ne? Moraš biti hiter, moraš biti
temeljit pa moraš biti vedno en korak pred bralcem, tako da ni lahko, ne. Ker v bistvu humor se najbolj recimo ljudi ga začutijo, če jih presenetne. Tako da moraš to vedno delati, da gradiš presenečenje za presenečenje in smešanje. Zgodba Panika je zgodba o meni, ki pade v krizo srednjih let in se potem zaljubi nekako, bi lahko rekli, v zaljubljenost samo. Dobi diagnozo tudi na terapevtski skupini Vrtnica, da je odvisna od odnosov, čemu pravi, ne, jaz pa že ne. In v knjigi je mogoče ta njena patologija še precej bolj natančno izpisana, zato ker se lahko dlje časa dogaja, ker se lahko dlje časa cikla v to, ker se tudi zgodi še marsikaj, ne bomo zdaj povedali, kaj vse. Ste se odločili, Desa, da bo, že preden ste pisali knjigo, da bo to tema, torej ženska, ki ljubi preveč, ali je to nekako? Ja, sem se odločila, mogoče tega noter ni toliko zato, ker tudi ona ne bi mogla vsega stlačati. To filmsko formo, mislim, že tako sem usupla nad tem, koliko je uspel povedati, ne, v tej knjigi, v bistvu čez film, ne. Ja, seveda razmišljala sem, takrat sem imela tudi jaz krizo srednjih let, seveda, in sem se družila ženskam, ki so imele krizo srednjih let. Božiše. Ja, in vse smo bile tako, jaz se tudi same sebe spomnim, da sem bila na morju z otroci, pa sem tam sedela z eno prijateljico, pa gledala otroke, kako se igrajo, pa sem rekla, pa štrikala so me. In sem isto rekla, tako kot Vera, a to je zdaj to? Zdaj pa sem še otroke do kruha, pa pol truhco, da se zvrnem. Mislim, in takrat me je res panika zagrabila, no, prav panika, da je to vse, kar se mi bo v življenju zgodilo, ne. Ampak potem je še tok. No in seveda spada k tej krizi srednjih let, ženske se zelo zaljubljajo, ne. Recimo v tem obdobju, zato ker dejansko čutijo, kakor da je to njihova zadnja ljubezen, ne. Pa pojma nimajo tudi. Ampak ja, in zato se tako oklepajo tudi recimo, takrat ti že peše samo podoba in če ti recimo ti uspejo loviti enega tipa, ki je tudi za druge ženske interesanten, ne, tako kot v knjigi reče, da je bil kapitalc ali nekaj tazga. Ja, je to ena fajn potrditev, ne, da ti tik pred meno še enkrat zagoriš v polnem plamenu, ne. Tako da, ja, ta tema me je res zanimala, predvsem pa tudi zato, ker sem videla, koliko daleč so ženske pripravljene iti zaradi teh ljubezni, ne, oziroma zaradi te odvisnosti, oziroma zaljubljenosti v ljubezen, to tako najbolj drži, ker si ti rekla. Ja, ogromne traparije počnemo, ne. Mislim, to, kar je počela Vera, je tako še kar dosti poprečen. Še posebej v filmu, v knjigi najbolj še kakšno dodatno. Ja, to ni zelo. No, ampak, ja, ženske ene recimo se zato, da bi bilo všeč temu moškemu, se popolnoma spremenijo, recimo. Zunanjost, ene se stradajo skoraj do smrti, ene se tudi ubijo, ene se zapijajo. Recimo, če se, kaj se je zatrpal moškega, ker rad pije, kaj še drugega, ker ne, 10 šal, cel dan. Ja. Tako da, ja, te zgodbe se recimo večinoma nakončajo dobro, ne, za te ženske, samo če preživijo, pa pol super, ne. Material so vam le ženske, ki ste jih, torej neke osebne izkušnje štrikanja na morju. Ženske, s katerimi ste se družili, ste se mogoče poglabljali tudi prav v psihologijo, v študij tega, kako se to ciklanje dogaja v
branje knjig na to temo in tako, ali je bilo dovolj opazovanje resničnega življenja? Prebrala sem seveda ono kozlarijo, kako je že naslov, moški so iz Marsa ženske zvedene, ne. In to sem še celo kakšen mesec potem tako delala. Pa ne vem, pa na par takih knjig sem prebrala, ja, ampak ne prav dost. Poslušala sem, recimo, ko so hodile, recimo ena prijateljica, ki je imela ta problem, je najdla enih 1200 nekih razlogov in izgovorov, zakaj ne neha, recimo, ne? In predvsem je pa iskala izgovore za njega, ne? In sebe pa obtožvala, da če bi ona bila drugačna, mu bila bolj všeč in potem bi on se poročil, pa happy forever after hodil. Tako da ja, ne, in skozi, ja, mogoče bi pa morala, pa zakaj sem, ni me poklical, mogoče zato, ker sem mu rekla, ne vem, da ne maram njegove juhe, recimo, ali pa ne vem, karkoli bedarije, no, mislim, malenkosti, ne. Ampak ja, to je obsedenost, ne, ti to skozi ciklaš v glavi, skozi, tudi tako, sem videla, da bi bil nek virus, ne, ta moški v krvi te ženske, ne. Barbara, vi ste se pa odločili, da se ne boste tako močno osredotočili tudi na to njeno patologijo, ampak da bo to zgodba o njenem razvoju. In da tudi te vere nočete prikazati kot trape, kakšne vere niste hoteli, na kaj ste še posebej pazili? Ja, mislim, roman je toliko stvari ponujal. Prva stvar, ki me omejila, je bil žanr. Romantična komedija ne dovoljuje, že zdaj sem stlačala, jaz bi bolj rekla, da je to roman, mislim, drama z humornimi elementi, pa da se lepše sliši romantična komedija za sam ne povedati, mislim, recimo, to ostane. Ja, mislim, romantične komedije nimajo neke drobine strašne, ne? Tam imaš recimo dva glavna lika, ki sta, ne vem, prvaka igralca, ki sicer fenomenalno igrata, ampak lahko se tudi sam zelo lepo gledate, pa je to neka scenica, pa ne rad imeti neke globine, pa nekih obratov. Pri romanu sem videla ful več nastavkov, ki so mi bili globoki in zanimivi, in sem se mogla odločiti, mislim, recimo, lahko bi bil tudi film o trikotniku, pa nisem želela, da gre v to smer. Želela sem, da je to njena notranja preobrazba, da je ona protagonistka filma, zato tudi Mitja v eni točki umanjka, ker preprosto je bil samo posledica te njene lukne, ki si je ne bojo zafiljati. Na tak način sem dramaturško nastavila. Lahko bi pa bil v filmu trikotniku, ampak bi zašlo v drugo smer. Kar se pa tiče teh drame znotraj terapije in njene preobrazbe, je pa pri filmu tako, da dramaturško bolj, ko greš proti koncu filma, vedno hitreje se morajo stvari odvijati, ne? In se spomnim, da ko sem delala še treatment, smo imeli delovni naslov Vera ima problem, ker so oni imeli že toliko nekih scenarijev, da so mogli zamenjati na televiziji, da je bilo spet paniko, kot paniko se še niste naredili, ne, Vera ima problem in ko sem pustila noter vse te njena vračanja, te Miti, pa tudi hkrati, recimo ene stvari sem not pustila, ki pač produkcijsko ne grejo, če ta njena domišljija nima meja in že pri Manfredi, ki je zemljalc, ki so mi se pritožvali, da je to čuden primek. Res? Ja, da je to čuden primek, če lahko to zamenjam, sem povedala zemljalc, to je edina ime, ki sem ga spremenila. Preprosto sem mogla ven vreči te njene domišljije, zato ker so vsake zahtevali novo lokacijo, nove kostume za, ne vem, 5-10 sekund. To lahko romano, recimo, fulaže opišeš, tle je bilo pa samo produkcijsko preveč. Proti koncu filma pa me je pol producent nazaj napisal na prvi treatment, da nima samo Vera problema, da imamo mi vsi problemi, ne? Ker ona od, ne vem, druge tretjine filma dalje samo joče in meče te papirčke v koš tam in se vrača in mislim, ne more se ponavljati stvari. Pri filmu, če imaš ti nož, najprej namaže maslo na kruh, potem reže kruh, v tretji fazi nekoga ubije z njim, ne? Drugače bi svoj gledalec opeharjen in ne bo gleda enkrat marmelade, drugič maslo, mislim, tretjič se že razumemo, ne? Mislim, vse te stvari, ki so se ponavljali, sem mogla vreči ven in pustiti neke točke ključne, kjer sem upala, da se bo išlo, da bo sploh prišla do izraza njena
drugačno dojemanje sveta v zadnjem delu filma, kot na začetku. In Tesa, Barbara je tudi večkrat že v intervjujih povedala, da ko vas je klicala, da je pa zdaj ona napisala scenarij in bo posnela film, da ste bili malo skeptični, da je bilo vaše prvo vprašanje, kdo bo pa Vera. In potem, ko ste zveli, da bo to Janja Majzen, ste si vdahnili, no, da potem bo v redu. Kakšne Vere si niste želeli? Kaj vas je bilo strah? Nisem si želela, recimo, Rone Juh, ali mislim, tako tipa, no, ženske, ali tako subtilnega, krhkega. Želela sem si resnično žensko. Meso, kri, veš, da ne vem, počne neumnosti, pač. In mislim, da to Janja Majzen tudi v gledališču je tako resnična, ne. Take Vere si nisem želela, pa blond ne bi smela. Skratka, preveč lepa, seveda tudi ne, ker kaj se špolno tam identificiral. To je res, ja. Kako? To je recimo Pija bi z veseljem bila Vera, ne. Jaz sem rekla, da vem, da bi bila super. Jaz vem, da bi ona to fantastično odigrala, samo da preprosto, da če lahko zretušira za Kozmopolitan, nisi za to vlogo, ker določen del identifikacije umanjka. In Janja ima srečo, da tle, poleg tega, da je vrhunska igralka, je lahko tako strašno simpatična in lepa v enem smislu, hkrati je pa lahko tako zelo navadna in preprosta, da se vsaka od nas najde, ko se gre za menje, pa jaz napitam. A zdobor, komisija prišla, ne? Ja, ker recimo kar nekaj igralk bi vsem hotele biti lepe tudi v taki sceni, ne? Se bilo treba malo paziti. Pa tudi, mislim, recimo Pija vem, da ne bi, ampak sem rekla, ne moram te tako pogršati, da bi ta del preprosto prelepa ženska si na prvo lopto, da bi lahko to vlogo, da pač jaz zasedla za njo. Jaz mislim, da film ne prenese veliko, razen če je to nek žanr absurda, da če delaš naturalizem, moraš zelo paziti, koga zasedeš in da tu naturalizem zelo pomembna stvar, da že na prvo lopto imamo občutek, da to so resnični ljudje, ne da se sprašuje, zakaj sta ta dva skupaj, ampak se ti zdi logično. Tako sem v bistvu vse izbirala. Nisem bila skeptična, sam nisem ljubila o tem pogovarjati. Jaz sem se ustrašila, da hotela, da kaj pišem zraven ali pa kaj sem sem to skrbela. Sem že naprej hotela narediti tako vtis tečem, pa tako nagravno, da ne bi slučajno na kraj pamet padla z mano posedati, pa se pogovarjati scenarij. Zelo zadržano je bilo, ja, dokaj nisem Janja omenila. Ne, pa ste logično. Čim si rekla, da si ti scenarij napisala, sem rekla hušk. Jaz tega nisem zaznala, jaz sem se bala, da nisi filma videla, kako ti bo. Vse je ta rizik od tega, da nisem šla po ta vzjajček, ja, po blagoslov, sem si pol šele vdahnila. Mislim, vse sem si želela, da bi ti govoril o filmu. Ja, jaz se ti pa moram upravičiti, ker nisem na teh prezentacijah ali kaj, ne, na teh premierah sodelovala, sem pa to slabo vez dobila, sem danes sem prišla. Če se za trenutek še vrnemo k temu naturalizmu, mogoče ena popolnoma banalna opaska. Ves film sem gledala, kako ima Grega Zorc tako modre oči kot kak husky. Prav gledati domov fotografije Grega Zorca, posebej da mimo modrih oči. In tudi zdaj se mi je pripi, da v nekaterih kadrih, da nekam modro gleda. Kaj s temi modrimi očmi? Grega Zorc ima zelo lepe modre oči, to ne vem, kaj sem mislila. Modre, a res? A nima drugih? Ne. Jaz sem bila prepričana, da so to modre leče, jaz sem si nekaj napala na zeleno rjavi. Ne, Grega ima lepe. Malo je tudi grading, no, malo je tudi korekcija slike, recimo, da modre oči še bolj lepo modro izpadajo. To tudi, ne vem, Vrsaši Pavče se dobro videlo. Pisem pa dala modre leče, res je. In to je bila v bistvu ena taka, to je pa zelo redko kdo opazil sploh. Mislim, Pijo sem zelo spremenila nekje, postrigli smo jo kar ornut, mislim, da za več kot pol njeni glas. In dala s tem modre leče, ki glede na to, da je večino scen imela dokaj temačnih, se ni toliko
zaznalo, ni veliko ljudi opazilo. Ampak je rekla, da je bilo, da se je samo sebe ustrašila, da recimo stvari, ki jih ve kot igralka, da bo jih spadle tople, on ima zelo rjave oči. Ko se je gledala v gledalo in vadila, so jih spadle strašno hladne in obratno. Da je to popolnoma druga frekvenca. In mislim, da del te zadržane, obstojajoče vere se je skozi to začutilo, ne glede na to, da niso niti vsi zavestno opazili. Mislim, film je neka iluzija, ki je večji čar, da jaz vem, s čim sem to začarala, da ta efekt pride, kakor pa da to v prvem planu res vidiš. Ne ima tak pogled, da se v bistvu na tist pogled, ki ga imajo ljudje, ki noče, da bi drugi verili, kaj mislijo, pa čutijo. Ja, čeprav to je tudi igralsko zraven. Mislim, tudi s tem bi lahko topli. Prav je rekla, da so se obrnile, recimo obrtno tisto, kar ve, da bo prišla topla emocija, prišla hladna in obratno. Da frekvenca cela njena se je spremenila in da je mogla začeti drugače, da ni to bil sam dodatek od kostuma, ampak je mogla prostor za to narediti, da se je to išlo. Pa še sekirali smo se, da bojo leče šle v nič, ker smo tako dolgo snemali, ker nismo imeli denarja za nove, pa tako. To so pa resničnosti, behind the scenes slovenskega filma, imamo denarja za nove leče. Ti so menda ste po filmu rekli, da je pravzaprav tako naraven, da ste razmišljali, če mogoče sinhroniziran, ker tako pa ne moreš slovenski. Ampak vsem bi lahko rekli to na nek način tudi za vaše literarne like. Tudi vaše literarne like so tako naravni, kot to ni prav značilno za slovensko literaturo. Kako pa verjetno je svojevrstna umetnost, tako kot filmske like, narediti tako žive in pristne, tudi literarne? No, jaz imam neko srečo, da imam zelo močno empatijo, ne? Mislim, da sem zelo sposobna, kaj sem, videti ljudi, kakšni so v resnici, ne. To se pravi, da jih zgradim lik od znotri navzven, ne. Na koncu, ko imam jaz lik zgrajen, meni sploh ni težko zgodbe tkati iz tega, ne. Ker na nek način liki sami. Mislim, ne bi mogla. Pa veš, kaj si jih vidim, ne? Pa kaj jih naredim, pa jih vidim, kako izgledajo, slišim jih. V bistvu jih tako v svoji glavi predstavljam, kakšne barbike, recimo. Dokler zame niso resnični, jih napišem. In zato tudi ta roman najprej tako dobro funkcionira v filmu, z Barbara smo se prej pogovarjali, da si težko predstavlja veliko slovenskih, mogoče malce nek manjko vlada na slovenski literarni sceni, kar se tiče romanov primernih za to vrstno uprizoritev. No, Samo predrank. Mislim, imam predvsem množičnih cen. Ampak Barbara, igralce smo se že dotaknili, mislim, da moramo tukaj še enkrat poudariti res izjemne igralske stvaritve vseh igralcev, ampak sigurno ne padajo z neba, ne, kolikor sem slišala, igralci poudarjajo pri delu z vami, da res, da delate tako senzibilno režiserko, ki je tako senzibilna tudi v potrebi igralcev, da je res krasno. In tudi vi ste nekje rekli, da pravzaprav še bolj pomembno, kot kaj delate, vam je to, s kom delate. Absolutno, zdaj pa lažje to rečem, no, da mislim, da je ful pomembna senzibiliteta, ki se ne da izmeriti, ki je povezana z empatijo, ki je povezana z načinom dela, ki je povezana z vrednotami in da to se začuti in da vem, da z ljudmi, ki jih spoštujem kreativno, moram reči, veliko večino jih tudi spoštujem čisto na nekem notranjem moralnem čutu in da vem, da lahko naredimo dobre stvari. Da je to pomembnejše, pa neka, ne vem, no. Res se mi zdi, da je to v življenju zelo pomembno. Ker način vsebuje, no. Na kak način se loti stvari.
Mislim, jaz ne vem, kaj govorijo te igralci o meni, jaz sem ful vesela. Vsakeč dobim ta isti stavek in sem, kaj so kaj rekli, kaj sem kaj naredila. Meni se zdi, da pač je mogoče nasprotju z res pozicija režiserja je prvič moška pozicija, v osnovi Sloveniji tudi še vedno. Hkrati je to poklic s pozicijo moči, ki mislim, da bi vsak mogel, tako kot otroke pravim, da bi mogli testi imeti, da jih imajo, ne pa in ni. Tako se mi zdi, da za vse vodilne pozicije, da bi bilo nujno nek, ne vem, test ponižnosti, no, nek ego. Mislim, če imaš ti pozicijo moči, moraš biti tako zrel, da je ne zlorabiš in da ni. Jaz ne gledam na film kot na to, da zdaj sem pa jaz general in da je tam vsi kristali in mi delali, tako jim rečem, ampak da je to skupinsko delo. Lepo je rejanjanje, rekli zadnji zdaj neko predstavo, zdaj malo mojih primerov, presaditev organov in so sprašvali kirurga, tega glavnega, kako on zdaj to hierarhijo in je rekel, ne, niste razumeli, to ni piramidalni sistem. Mi smo okrogu, vsi okrog pacijenta in vsi poskušamo zanj narediti. To ni pozicija moči, iz katere, tako jaz ne gledam na režijo tako, zato se mi zdi pomembno, kako zasedem igralce med sabo, kako se tudi navijetsko med sabo, da se slišimo in da se vidimo, ne, da zdaj jaz tam maham in povem, kaj moramo narediti na to. No pa mogoče, če gremo zdaj večkrat še k samim likom, k sami zgodbi, zelo stereotipno si predstavljamo, da ženski imamo pravzaprav licenco na to verino stanje, da se ne pri telefonu, čakanje, kdaj bo poklical in tako naprej. Zdaj, recimo, en tak velik lik iz svetovne literarne dediščine, ki si je pripravljen zafurati življenje iz enakih vzgibov, je recimo Flaubertova Gospa Bovary, ki jo je napisal moški in Flaubert ob njej tudi rekel, Gospa Bovary, to sem jaz. Je tudi Vera pravzaprav nek lik, ki je bolj pozicija v odnosu kot nujno ženska? So tudi moški Vere, ne samo in miti? Razumem, ampak ne vem, če ti znam odgovoriti na ta vprašanje. Zato, ker recimo, ko sem jaz pisala, Paniko sem imela en zelo enosmerni pogled na moške. V bistvu sploh sem jih dojemala, kada oni nimajo čustvo. In če mi je kakšen moški rekel, da je zaljubljen, pa da je safar fura, sem rekla, da je nekaj, pa ti veš, kaj je to safar, ja. Mislim, tako enostavno nisem mogla niti organsko tega začutiti. In sem morala, recimo, kar veliko na sebi delati, da sem postala mehka, pa odprta, pa porozna, pa tako naprej. Ja, jaz zdaj mislim, takrat, ko sem Paniko pisala, da so moški dosti še bolj senzibilni, še bolj čuteči, kot recimo veliko žensk. Se tudi, če pogledaš, ena stvar, ki se mene trenutno zelo zanima, so te očetje, recimo, ko gre par narazen, potem seveda otrok mami, ostane sem videla zelo veliko očetov, ki so strahotno trpeli zaradi tega, ker so bili ločeni od otroka in so si prizadevali biti čim več z njimi, medtem ko mati seveda manipulira potem s tem, a ga bo videl ali ne, iz neke užaljenosti, iz neke prizadetosti, kdo zdaj tle bolj čuti, če mene vprašaš, ne vem. Ker se pa tiče zaljubljenosti pri moških, pa tudi zdaj vidimo drugače. Ker takrat, ko sem pisala Paniko, sem si predstavljala, da moški, ki ljubi, da te pele, ne vem, tako kot prav Vera, ne vem, da te malo razvaja, tako pa romantika, pa ne vem, pa da ti govori velike besede, pa da se, ne vem, tudi s kakšnim skale dol vrše. Ali pa ti smo ženske doskrat ta stereotip, da pride moški pote. Recimo to, ki ste rekli, romantična komedija, tam je zelo velikrat tako, da se nek konflikt, pa ona gre in pol
to še spravljico, on prijezdi čez 7 gor, pa 7 vod, pa vrže čez koj na pot, pa gresta vso zagrad. Ja, seveda. Jaz mislim, da se tako vidi, da ima moški žensko rad. Zdaj vem, da ni tako, zdaj vem, da moški kažejo čez to čist drugačne. Recimo, ne vem, da ti varovalko zamena, se vem, da je banala. Ne vem, da vidi, kaj ti rabiš, da ima neko potrebo, da skrbi zate, da ti pomaga, da ti je oporo. Račune zloži. Ja, račune zloži. Kaj pa vi mislite, Barbara? Jaz se strinjam, jaz ne morem reči, da se to loči na spol. Jaz imam tudi par prijateljev, ki recimo so zelo trpeli v kakvim razmerju, pa tudi take, kar mogoče jih samo zadržuje to, da so sebi izgajali drugačno, da ne, čeprav tudi so pobezlali do te mere, da ni več poti nazaj, od ene točke dalje ni več poti nazaj. Ja, jaz mislim, da so to zelo kompleksne stvari in da je zelo pomembno, pač potrebuješ potrditev od odzunaj, ki misliš, da ti bo nekaj nahranila, ali v bistvu, mislim, ker v koncu so to kemijske reakcije, En del, ja, mislim, zaljubljenost kot taka. En del je pa definitivno ta del, ki mislim, da vsi ljudje si želimo, da bi bila videna naša duša. In da ko spoznaš koga, kar mislim, da se vsakmo od nas zgodi, da se čutiš, da te nekdo vidi takega kot si in ne vem, le z gnusom obrne strati in odide, da nas to gane. Takega kot si, takega kot si želiš, da bi bil? Ne, jaz mislim, da pa naših letih idealizacija na piedestalu, da je noben tega več, mislim. Če bi recimo v imenu Verne. Ja, Vera pa želela biti nekdo drug, za tega moškega, Takrat pač je tako bilo, Barbara, vi poleg tega, da ste po izobrazbi režiserka, tudi scenaristka, ste tudi filozofinja, končali ste tudi filozofijo in pravite, da filozofija vam da nek pogled od zgoraj, da lahko vidite mogoče neke splošne tendence reči. Panika kot knjiga in kot film smo rekli že velikokrat je Slovencov se res neverjetno dotaknila. Kaj bi rekli, kaj so tiste naše mogoče splošne bolečine, sramežljivosti, skrivnosti in tudi druga plat humornosti, zaradi česar je prav panika pritisnila tisti pravi gum, ali pa mogoče tudi odzivi, ki jih dobivate od bralcev, gledalcev, mogoče govorijo o tem. Jaz bi rekla, da nosi, jaz že, ko sem roman brala, sem videla veliko resnice v njem, ne pa neko izmišljen, ni stereotipno napisan. In tudi jaz nisem želela, v tem, zakaj nisem želela, da je Vera težka. Seveda je blesava baba, ki dela neumnosti, ampak mislim, recimo jaz bi se mogoče tle bolj kot na filozofijo, na psihologijo nanašala pri scenaristih v tem smislu. Zato, ker recimo, če pogledamo nek tip obnašanja, ki nam je blizu, mi razumemo verjetno njegovo logiko. Tistega, ko nam ni blizu, jaz ponavadi izpostavljam nekaj, kar se nam zdi zelo čudno, recimo ekshibicionisti, ki jih ne razumemo, tudi oni imajo s svojim obnašanjem, ali pa, ne vem, lahko je veliko primerov, da ne bomo se na primeru zapeli. Vedno je obnašanje, za katerim je neka logika obnašanja. In za logiko obnašanja je prepričanje. In mislim, da roman kot tak nagovarja veliko prepričanj, če zdaj poslušujemo slovenskih, in o lastni vrednosti, in o tem, da bi mogli biti nekdo drug, da nas bo kdo sploh videl, o tem, da so vsi drugi boljši kot mi, take stvari, in se mi je zdela Vera v tem zelo mesena in se mi je zdelo nujno, da se jaz prpnem na njo in da se Janja in da se vsak od nas na vsakega od teh likov. Jaz zase tudi mislim, da sem vsi ti liki, mislim od Rudija do Vere, do Mitje, do vseh, ker v bistvu nosim vse to vse.
In mislim, da se to začuti, no? Da se arhetip začuti in iskreno znotraj tega, kar hočeš povedati, ne? Pa, da poskušaš nekaj stereotipno orisati površinsko pa na sebe noter. Da tle se mu spet desi v osnovi zahvaliti za dober material. No pa Vera je dela čudno umna, ne? Sam pogled, kakšne super izgovore se izložila. Ker mogoče prej ste omenili, Barbara, da je stvar pri ljubezni to, da si želimo, da bi nekdo videl našo dušo. Mogoče se na tak način zaljubimo tudi v knjige. Imamo občutek, da je pisatelj pa res povedal tisto, kar mi čutimo, pa sploh ne znamo besediti. Mogoče dobivate podobne odzive bralcev, ki so vam hvaležni za to, da ste ubesedili, ker ja, seveda, mislim, sploh dobro, glavno dobivamo od otrok pa najstnikov najbolj intenzivne feedbacke, ampak tudi seveda od odraslih, spet rekla, predvsem od žensk. Ja, enkrat so mi šlo rekla dve ženske, sta prišle k meni po eni predstavitvi, pa ste rekli, da ste celo noč na glas brali Paniko ena drugi, ker ste samo eno knjigo lahko kupile, pa te druge ni mogla počakati, da jo bodo prvo prebrala, recimo. Tako da ja, kar lepe odzive sem imel. V bistvu slabih skoraj ne, zelo malo, razen od Marjana Zlobcev delo. Ne vem, ker nisem hotela prebrati, sam povedal so mi, da je bilo grozen, da je totalno spluval. Koga? Ja, ne, sej, pač sem pripričana, recimo se mojemu očetu tudi ni bilo všeč, ne. Moj oče so ga prisilili, da je šel Paniko gledati zadnjič v kino in je rekel, da je zaspal. In potem se je zbudil v tisti sceni, ko se Pija dere, tam, ki je zelo na krasu, je rekel, in pa se zbudim in ena ogromna ženska se dere. Tako da ja, no, ampak v glavno so pa dobri odzivi. Zdaj, v času recimo Jane Austen, ki je pisala romane, v katerih junaki ni vedno pretidejo, bo pogubil kak zapoljivec, ampak se potem temu pametno ogne, je veljalo, da imajo taki romani tudi vzgojno vrednost, da če bomo ženske to brale, potem ne bomo nasedle temu v resničnem življenju. Imate občutek, da je mogoče na nek način tako tudi še danes, da na nek način lahko se tudi učimo od filmskih literarnih likov, oziroma če ne, da imajo vsaj terapevtsko vrednost? Jaz mislim, da se ne. Jaz mislim, da se predvsem učimo na izkušnjah. Je pa res, da recimo stepke tazga, recimo, da se ti je zgodilo, ne? Ker če se ti trenutno dogaja nekaj tazga, stežka prepoznaš, ker si čisto noter zapreden v pač ta svoj vzorc miselni in tako. Recimo, jaz sem pripričana, da ena, ki je imela čisto isti problem, pa je brala Paniko, rekla, jo, jaz ne bi nikoli tega delala, recimo. To je zelo ti dosti značilno, ne. Ja, mogoče bolj terapevtsko, ne, se tle tudi prednost tega, da lahko pišem s humorjem, da imam to srečo in to možnost, za katero sem zelo hvaležna. Jaz mislim, da je tle tista terapevtska, tabletka, no, bom rekla, ker če se lahko smejiš, recimo, takih stvarem, se mi zdi, da je to najbolj terapevtsko, ne, od vsega. Ampak naučimo se pa s knjig pa filmov nekaj dost, vsaj jaz se nisem, no. Kaj pa vi menite, Barbara? Jaz še vedno upam, da spranje tega obstaja, ne. Recimo, jaz sem dobila pri Paniki prav presenetljivo veliko ljudi je prišlo prav do mene z solznimi očmi povedati mi svoje zgodbe in kako so se prepoznali not in veliko od njih si jih je oddahnalo, da niso tako zelo zabredni. Mislim, recimo ta terapevtski del, ne, joj, hvala Bogu, da nisem, ne, kaj vse se ni še zgodil por, ne. Ker v bistvu se lahko sprašujejo ženske, kaj pa če ne bi. Zdaj pa vidim, še sreča, da nisem, ne.
Jaz skozi upam, mislim, v tem smislu sem nek optimist, da verjamem, da če se enega dotakne do te mere, da dobi pogled vase na drugem nivoju, že to, da uvid tega, da ta potrditev ne prihaja od zunaj, ampak od znotri. Smeh je pa dejansko, ko pa smehu manjka, takrat pa res vriti, no. Takrat si pa... In hvala vama, da ga vračate v slovensko deželo, ker ga mislim, da nikoli ni dovolj. Dragi in drage, kako pa ste vi doživeli paniko? Imate kako vprašanje za naše ustvarjalke, pogumno z besedo na dan? Kdo kaj vpraša? Jaz bi rada še prej to povedala, preden si med tem vprašanja. Zmišljujete, da se mi zdi še ena stvar pri paniki zelo dobra. In sicer to, da na nek način, da je res tle ta ženska moč prisotna, pa energija, to je njen prvi celovečerc. Moj prvi roman za odrasle in prva Janina glavna vloga, filmska, ne. In se mi zdi, da se to tako, da so se te energije res združile, ne, tako pravočasno in ja, mislim, tak dober puzzle se je sestavil, ne. Barbara, zelo zanimivo mi je bilo, nekje sem prebrala, Vera kar naprej išče potrditev od moških, ne. Sem prebrala, da ste rekli, da pravzaprav včasih ste ravno tako šibki, kar se tiče ljubezni do sebe kot Vera in da pa potrebujete potrditev od drugih žensk. To nekje piše. Poskušam ostajati iskreno v odgovoru, da vem, da bi to rekla v katerem kontekstu čisto točno. Mislim, definitivno, jaz poskušam ta notranja lastna vrednost pa samozavest, ne, hitro si lahko to umetno in si naredim zdaj frajer kot tle in cela ne vem kaj. Ampak v bistvu film nosi eno tako lepo stvar, da ti lahko glavni lik vidiš, kak je v resnici, ko je sam sabo. In tam se vidi, koliko imaš ti sam sebe rad, koliko se ceniš, kam se postavljaš. In zase moram reči, če ne bi šla čez v bistvu veliko stvari, ki se v paniki zgodijo, tudi čez neko notranjo rast tega, da je bila moja lastna vrednost v bistvu dolgo časa ful nižja, kakor je realno, ker ne manj primerjav. Jaz mislim, da primerjave so vedno škodljive, v smislu, ali se boš primerjal z nekom, ki je nad tabo in boš vse čas pod njim, ali pa z nekom, mislim, čemu to služi? To smo si različni ljudje, da to nima smisla. Ampak da je kar umetnost, da znaš svojo vredno postaviti tam, ko si, ne več, ne manj, in hkrati, da si odprt za konstruktivno kritiko. Ker mislim, da debela koža ti ne pusti prostora, da bi tudi slišal kako stvar, ko bi jo mogel slišati, ne. Mislim, jaz sem zdaj sreča, ko sem naphana s hormoni in sem sreča in je to ena taka, v tem delu zelo fajn stvar, da mogoče lahko reči v življenju res mirno rečem, ja, da mislim, da smo naredili res dober film in da je to težko narediti in da smo naredili fajn in da ne se tu tresem in da se to je promocija. Ne, jaz res tako mislim. Verjetno, če ne bila nasreča, bi težje to rekli, ampak v resnici bi bilo prav, da bi se znali umestiti tam, kjer smo. Ne, da zdaj mislim, da sem Bog ve kaj, tudi mislim, da nisem pa nič vredna, ne, v tem smislu. Da definitivno razmislim tudi o kritiki pa potrditvi s tem, da še vedno, ja, če dobim kompliment, ga prej preslišim kot pa kritiko, pa se moram kar potruditi ga ozavestiti. Pri kritiki sem se pa malo naučila pogledati, kdo jo da, kdaj jo da, zakaj pa s kakim namenom, no. Se mi zdi, da tle umanjka konstruktivnosti, no. Da tudi jaz v svojem lastnem življenju sem bila dolgo let, recimo mene seveda zanimajo problemi, ki imam progo in sem kopala probleme, ampak dokler nisem ugotovila, da tudi na terapijah pravijo, da 9 točk je namenjene, 90% energije namenjene reševanju problema, pa 10 lociranju problema. Jaz sem recimo svoje čase sem našla problem in kopala po njem in s tem ga v bistvu poglabljaš, ne vem, če s tem, ki je strašno rešiš. Ne vem, če sem mogoče s tem, ki je odgovorila. Vsekakor super odgovor.
Je mogoče že kakšno vprašanje se vmes komu porodilo? Ker ni tvoja mame, ali? So vsi tiho. Ja, če ne gledam na uro, vidim, da se že kar na uro pogovarjamo, koliko so nam dali, tako da če ni vprašanje, samo še eno moje za konec. In sicer, kakšni so morda vajni trenutni projekti, načrti, vi ste že namignili, da ste pravkar pišete, oziroma ste že napisali že nov roman? Ne, bomo lahko vprašali, pa bomo že sprejeli. Ne, rok imam preglano. Ja, zdaj pišem roman za odrasle. Mislim, da prvo po paniki, ne? Ja, točno. Ne, še javrsko vidijo, grozne spodnijam pojma, kot nik sem napisala. In ja, to pa seveda za otroke pišem tiste Megi, pa tak. Torej, lahko izdate več, to bo roman, ki ne bo primeren tako zelo za slovenski filmski budžet, torej bo imel veliko strel, lahko še kakšen drobek se že izvemo? Ja. To je. Ne, naslov je Ljubezenski odred, ampak ni zaljubljenosti, ki je dost noter. Ljubezenski odred govori o ljudeh, ki si želijo pač priti na oblast, ne? Ker je podobno kamera, ne? Ki je naredila skoraj vse na tem svetu, zato da bi dobila Mitjo, so tudi oni recimo naredila skoraj vse, tudi totalne norosti in tako naprej. Ljubezenski ima pa ta naslov, ker so najprej hotele eno drugo knjigo napisati. In ker je to roman, že bila pogodba, ne, narejena, sem mogla ta naslov držati, ampak sem si mislila zelo dober izgovor, razlog, zakaj ima tak naslov, ne. In sicer, ker recimo politiki pa pač te, ne vem, vodje, ne vem, pač te, ki so glavno namaram. Vse delajo v končni fazi, vsaj tako, kakor oni pravijo, v imenu ljubezni, ne. Oni rečejo zato, ker me to skrbi za narod, ne, ljudem je treba pomagati, vse sem za ljudi, se mene nič to ne zanima, ne, toliko se mi smilijo ljudje, pa tako naprej, ne. To se pravi, zaradi ljubezni, oni, zaradi čiste ljubezni do sočloveka, oni hočejo priti na oblast, tisti, ki hočejo. Odlična razlaga. Žanrsko je pa politično, humoristična srhljivka. Barbara, pa so obeta nek drug rok, tako da predpostavljam, zaradi tega bodo zdaj malo drugi projekti v ozadju, ali pač ne? Ja, zdaj sem zvedla pomena porodniške, tako da upam, da mi še kako adaptacijo spisala prijetno rodim, da mi preživela. Narjož dobila, da si svobodna. Ja, kaj pa? Oh, Jesus. Nekaj bom še probala delati, kakor lahko, pa tudi rada bi še kaj spisala, tokrat ne zase, čist scenarij in moram reči, da je kupljen po teh slovenskih romanih. No, super, no, še kako rekla. Zato, ker zdaj, kar govoriš, ja, bomo še kako rekli. Ampak imam malo časa, ne. Ampak da ti povem, res so tako svinsko nizke te porodniške za svobodne umetnike, tako da sem jaz, ko sem rojevala že, tam sem bila že v porodni sobi, pred porodno sobo, na tam vozičku in sem še pisala urednice, pa zraven stala, pa čakala, da bo odnesla. Ja, tako je to. No, to je pa filmski prizor, ki je vse in srhljivka in črna kolega. Ne, to je samo Slovenija, ne Slovenska.
Vsekakor se veselimo novih projektov obeh, morda tudi skupnih, morda je nocojšnji večer se kaj zakuhal. Hvala vama za paniko, hvala vama za krasen nocojšnji pogovor. Hvala vam, drage in dragi, ki ste bili tukaj. Verite in gledajte še naprej.